nogomet je zelo taki moški šport in hkrati je šport, ki je zelo tekmovalen. Nasproti sebe imaš nasprotnika, včasih je ga celo mogoče treba malo mu pomagati, da pade. No, in hkrati je pa zelo, zelo ekipen šport. In zanima me, kje v tem moškem, ekipno moškem športu je pa potem prostor za vero in za ženo. Ja, zelo pomembno. Jaz mislim, da to je premale čas za vse, ker je dosti zelo pomembne stvari, ki mi smo se pogovarjali. Jaz mislim, najprej je težko, da najdemo pravi moški na svetu, danes obstaja druge stvari in težko najdemo moški. In to je en stvari, ki moramo imeti mi skupaj kot kristijani, se pogovarjamo in branimo, da moški je zelo pomembno v svetu in Bog je nas naredil moški. In potem seveda, kaj se rekla glede, da žena, kaj žena dela doma, tudi moja žena je celi dan doma, ampak ona več dela kot jaz, imamo 5 otrok vse skupaj, ne. Hvala Bogu, jaz vedno rečem, jaz sem tu kot misionar, jaz sem prišel tu v Slovenijo, da govorim o Božjo besedo in nogomet je samo kanal, da Bog mi da hrano, hišo in vse. In jaz mislim, da žena in mož, ona dva, ko sta skupaj, potem smo popolni. Jaz, ko imam ženo, sem popolni, takrat se počutim dobro, takrat psihološko vem, da ko bom šel trenirati, ko bom šel igrati nogomet, ko bom šel na potovanje, jaz vem, da moja žena doma se skrbi za otroke, da bojo imeli za obleč, bojo imeli hrano, bojo imeli vse. Zato mislim, da je žena zelo pomembno za nas v našem življenju, ker brez žena težko mi, moški, funkcioniramo. In ta ljubezen mora biti res na visok nivo in ta spoštovanje od žena do moža mora biti tudi na visok nivo. In to je to, vedno rečem, mi smo ekipa, isto ekipa, ko jaz imam na terenu skupaj z soigralcem, jaz imam doma, imam žene, ki se skrbi za meni, da lahko jaz tudi imam dobro življenje izven terena, ker žena se skrbi, tudi ko piše tam v Biblijo, mislim, da Pregovori 31, zrela žena, ja, mislim, da to je zelo pomembno, ona se skrbi, da lahko jaz živim dobro, da lahko igram dobro. In če en zelo dobre stvari glede družine je, če nisem bil z ženo zadovoljen, vesel, tudi nisem mogel dobro igrati. Ker lahko cela tribuna, vsi navijači, reporter reče, Tavares, si katastrofe igral, nisi dobro igral, ampak ko je žena mene rekla, potem sem bil slabo. Ker jaz, ko sem prišel sem, nisem imel prijatelji, dosti ljudi okoli meni in vedno sem imel ženo. Žena je bila ona, ki je molila za meni, ki je nasvetujala, ki je vse. In potem ta odnos je meni pripeljal naprej. Jaz sem najboljši nogometaš v Sloveniji, ne samo zaradi meni, zaradi ženo. Tudi, ki je vse se skrbila, da vse naredi, da nisem sploh razmišljal, če moji otroci so v redu, če rabijo kaj, ker ona vse naredila doma. Jaz vedno rečem, obstaja zelo pomembne odločitve ali
najbolj pomembne odločitve v naše življenje. Najprej, da hodimo z Bogom, s kom hodimo, in drugo, s kom bomo se poročili. In jaz mislim, da pred poroka že moramo razmišljati, se pogovarjati, da lahko takrat, ko mi se poročimo, to je za celo življenje, s kom bomo spali vsak dan, vsak noč, s kom bomo živeli v celo življenje tu v zemljo in s kom bomo živeti v raju. In to so zelo pomembne odločitve v naše življenje. Pa druge, potem še dosti stvari, ampak hvala lepa. Hvala. Franček, ti si pa duhovnik, župnik, a ne, prav v svoji župniji. Sicer tu je prišlo eno vprašanje tudi za gospoda Štuheca, bom ga potem postavil v naslednjem krogu, v zvezi z cerkvami, ki pa niso najbolj polne, ne, v bistvu so bolj prazne. In kot župnik, kaj doživljaš in kje pogrešaš može v cerkvi, ne samo na klopi, ne, vem, da jih pogrešaš na klopeh, ampak tako v župnijskem občestvu, hkrati pa vem, da imaš ti zanimive ideje, vem, da tudi igraš nogomet, ne, a ga igraš recimo zato, da si z možmi, to je moje vprašanje. Ja, torej, no zdaj gotovo, ja, v primerjavi s preteklostjo so cerkve ne precej prazne. Zdaj, tako na župniji, vseeno se dobro počutim, ker je neko tako jedro, kjer smo zelo povezani in se podpiramo drug drugega in tudi če ni, ne vem, kakšnih velike množice, ne, tako če je tako jedro, recimo, da če vzamem koliko otrok, ne tukaj v Mariboru še posebej, tako res en majhen procent otrok od teh, ki so v šoli, hodi v verouku in tudi potem ob nedeljah od teh družin. Ampak tako, ne, recimo, da je 40 družin, že če hočeš tako malo spremljati, je že, bi rekel, dovolj, ne, če se trudiš. Tako da izziv je bolj res, kakor kaj tem družinam, ki so, ponuditi res, da skupaj kot skupnost naredimo neke korake naprej, ne, v odnosu z Bogom in tudi neki povezanosti v skupnosti. No, tako recimo, kaj bi lahko bil en tak izziv za moške v naši župniji, tako na čelu, ne, recimo tudi z mano, ne, kot duhovni oče. No, tam na naši župniji je zanimivo, imamo kar enako področje, kjer so neki bloki, ne, in so Romi, ki, veste, tako potem imajo sorodnike v Franciji, v Nemčiji, v Angliji, povsod, ne, in izgleda, da iz teh drugih okolj so navajeni klicati recimo duhovnika, ne, tam povsod rečejo, ne, per ali father, ne, tako, in potem kakšenkrat me kdo kliče, gospod oče, na začetku so se čudili, ne, kaj me kliče gospod oče, ne, in ali pa kakšenkrat, ker nekateri še ne znajo dobro, ne, in potem na cesti, ko me vidijo, rečejo, gospod župan, isto župnik, malo se pomešali, ne. No, tako, en izziv, recimo, dobro, tukaj v Mariboru je že iz preteklosti, že iz jugoslovanske preteklosti precej tako normalno sprejeto, da je dosti priseljencev iz južnih delov, ne, bivše Jugoslavije. Zdaj bi lahko rekli, da je kar zadnje 2-3 leta tudi spet en močnejši val, ne, teh, ki mi pravimo tako šiptarjev, ne, torej iz Kosova ali iz Albanije, ne. In tako kakšenkrat magari slišim kakšne, tako, kdo reče, malo zaskrbljeno se mi zdi, ne, tam so kupili hišo, ne, tukaj so, tam tako, ne. Zdaj en izziv bi bilo to, zdaj mi lahko samo tako, ne, gledamo, ne, ali pa malo prestrašeno pa to, ali pa recimo, ne, če zdaj si predstavljam situacijo, ne, recimo, ne, da žena, ne, mama tako zaskrbljeno reče, ne, kako bi bilo pa, če bi se organizirali recimo na ravni župnije, nekaj mož, ne, tako župnikom, da bi
naredili eno tako akcijo, ne, da bi šli malo obiskati. Gledajte, mi smo tukaj pač tale skupnost, župnija, tako ste tukaj dobrodošli in tako vas povabimo na neko srečanje, kjer tako nam poveste vi, odkot prihajate, kaj je vaše življenje, tako in da vam potem mi povemo, kaj je za nas tukaj pomembno vrednote, da vi vaše vrednote in potem vidimo, kaj je tisto skupnost, ne, kjer lahko potem naprej gradimo. Ne, zdaj ne vem, če je preveč tako utopično, ampak tako gotovo bi bilo drugače potem, če mož pride domov, veš tisto, ko smo slišali, da so se preselili, smo jih povabili, smo jih videli, zdaj malo poznamo, tako vsaj nekaj takega, tako recimo en tak izziv, prav v smislu tele moške, ne, drže, ki malo okolico, ne, prav, bi rekel, preverja in naredi za to, da nekaj za to, da je tako tudi vzdušje doma potem varnejše in tako v tem smislu, ja. Hvala. Gospod Štuhec, za vas sem imel pripravljeno vprašanje, kako vidite krščanskega moža in kako naj nagovarja mladi rod, mož, oče, kaj priporočate mlademu očetu? Bi kar to bilo vprašanje. Ja, ni še neko vprašanje, kako se je, ampak bomo potem... Je drugo? Drugo je? Bom v drugi rundi še dodal. Ja, zdaj, pardon. Jaz ne bi rad kakšnih receptov delil, ne, ampak jaz mislim, da tu gre nekako nasplošno za nas vse, ne, tudi na vse zadnje, tudi za nas duhovnike je, bom rekel, isti recept, kakor pa za moža, ki ima ženo in otroke. To se mi zdi pomembno, kar smo prej v diskusiji, pa kar je gospod Perko tudi že povedal, ne. Moški smo zato, da mladi rod popeljemo v svet in da mu sredi tega sveta zagotovimo varnost. Zdaj, jaz sem bil študentski duhovnik in sem bil študentski duhovnik 6 let. In jaz sem takrat zelo veliko delal na tem, da sem te študente pošiljal v svet, v tujino, s tem hočem reči. Zakaj? Zaradi tega, da so si razširili obzorje, da so videli druge izkušnje, da so videli, kako drugod ljudje živijo. In po pravilu je bilo tako, ker to sem tudi sam tako doživel, ko so prišli nazaj, so imeli Slovenijo bistveno bolj radi, kakor prej, ko so šli, predno so šli v tujino. In jaz bi lahko imel ne vem koliko predavanj v njihovih, v skupini, ki smo jih imeli, in bi jim lahko ne vem kako pihal na dušo, kako morajo imeti radi Slovenijo, čeprav v tistih 90 letih to ni bil takšen problem, ko je pa danes, ne. Ampak z eno samo potezo sem rešil vse probleme. Ko so prišli nazaj, so bili ponosni Slovenci. Zdravo ponosni Slovenci. In na večino od njih sem tudi jaz danes na njih ponosen. Zato, ker mnogi od njih kot možje, in takrat so bili študentje, mladi fantje, danes kot možje so prisotni v slovenskem prostoru. Na različne načine, vsak seveda na svoj način. In mislim, da je to tisto, kar je naloga vsakega očeta, ne? Tako ko je Franček prej rekel, da mu Romi rečejo župan, ne, na mesto župnik ali pa oče, ne. Se vemo, v Ameriki si father, tam nisi drugo, ne. Pri nas pa tudi, če nisi župnik, si župnik, ne. Jaz nisem nikoli bil v življenju župnik in nikoli ne bom, ampak ljudje dosti rečejo župnik, ne rečejo duhovnik. Torej, mi smo uspeli slovensko miselnost spremeniti tako, da nas kliče po funkciji
in ne po bistvu našega poslanstva. Ne? Ker župnik je funkcija. Jaz nisem bil posvečen v župnika, ne? Noben ni posvečen v župnika pa v kaplana, to je funkcija. In to nam nekaj sporoča, kaj smo mi naredili iz našega poklica, funkcijo. V tem smislu se mi zdi, ne, je potrebno tudi duhovništvo videti vedno tudi kot očetovstvo. Ne biološko, ampak tako kot je gospod Perko prej rekel, jaz recimo kot spovednik sem večkrat prišel v tisto situacijo, ko sem rabil psihologa. Zato, ker je trebalo urediti na nekem drugem nivoju nekaj, kar jaz ne znam. In obratno. In mi pravzaprav v Sloveniji, za razliko od marsikje drugod, nimamo interdisciplinarnih timov, ki bi tako pristopali celostno k človeku. Od psihiatrije naprej bi morali biti interdisciplinarni timi, ker bi tudi duhovniki morali biti vsepovsod navzoči. In ker bi morali biti tudi usposobljeni in specializirani za tako delo in tako poslanstvo. Tako da, če gledamo na človeka kot telesno, duhovno in duševno bitje, se pravi, če zdaj zaključim na tvoje vprašanje, jaz bi rekel tako, danes se mladi fantje in mladi možje bildajo. Nekega dne bodo te mišice počle, ne, ki so preveč nabildane. Psihično bodo zgrmeli, od duhovnosti pa tako nič ne vejo in nič nimajo. In to bildanje v eno smer in samo v eno dimenzijo človeka je seveda slabo, ne? Zato je naša naloga, da vedno znova skušamo, vse tam, kjer imamo pač te možnosti, ljudi usmerjati in jih pripravljati in vzgajati v tej trojni dimenziji naše celostne osebnosti, telesno, duhovni in duševni. Hvala. Gospod Tavčar, vi se ukvarjate z mediacijo, smo rekli, tudi z družinami, ki razpadajo, ne? Kaj pa čisto praktičen nasvet? Če je mož nekaj zamočil, ne, to je tudi vprašanje, če je mož doma v zakonu nekaj zamočil, nimam bolj konkretnega vprašanja, žal primera, kaj svetujete možu, kak je najboljši korak? Verjetno je to pogovor, ali to, ne? Ali naj kar pridejo k vam? Dopoldne ste slišali gospoda Perkota, ne, je rekel, sam proč od psihologov, ne. Jaz sem psiholog, prosim. Ne, malo se šalim, ne, ampak glejte, jaz ne rad dajem nasvete kar tako, zato sploh v situacijah, ki jih ne poznam bolj detaljno, ne, nekako načelno pa, če bi se odmaknil malo tega konkretnega primera, ne, pa jaz verjamem, da je transparentnost v zakonu, to pomeni odkrit pogovor je za moje pojme do zdaj bila najboljša rešitev. Ne? Ampak če pogledam, recimo, če bom en korak nazaj naredil, ne? Recimo na svojo lastno osebno izkušnjo, recimo midva z ženo sva, jaz sem kot mlad moški sem ogromno delal, ne? Sem bil tudi zelo odsotni oče, recimo v eno obdobje najnega življenja in to je bilo seveda v najnem odnosu je povzročalo velik stisk obema, žena je bila velikrat sama, ne? In včasih nisem bil tam, da bi postavil ta prave meje, ne? To moram priznati in sem se tudi kar nekaj časa skrivda ukvarjal in to, ampak ok. Ampak skratka, dejansko je meni žena velikrat rekla, ne, to, da naj pridem prej domov, pa da naj pokličem, če bom zamudil in tako naprej. Ne. Ampak dejansko sem jo jaz
seveda, tako rekel, jaz sem se pa običajno začel opravičevati, pa razlagati, pa pol na koncu obtoževati, tako da pol včasih je samo usta odprla, pa je bil že ogenj v streha, ne. Jaz mislim, da je tudi to, kako kakšne stvari povedati in kako kakšne stvari slišati in sprejeti, da tudi to se je treba preprosto naučiti. A ne? In to, ker spontano, spontano, ko nam je težko, obtožujemo in ko smo obtoženi, se branimo ali pa napademo nazaj. A ne? In jaz se spomnim, čisto izkušnja je bila, ne? Mi dva sva šla potem enkrat na eno imago delavnico in tam je bil ena terapevtka, ne? Vodila tisti pogovor. In jaz sem takrat prvič skozi neko tehniko zavestnega partnerskega dialoga, morda imate nekateri celo tudi kakšno izkušnjo že o tem, ne, sem jaz prvič ženo zares ne samo slišal racionalno, ampak čutil njeno stisko. Jaz sem začutil, kaj moje zamujanje naredi v njenem svetu, kako se ona takrat počuti neslišano, neupoštevano, celo zavrženo. In takrat sem jaz začutil to bolečino, ampak ne tle. Mislim, to je bil težek trenutek zame, zelo težek. Ampak takrat se je meni nekaj premaknil. Ne? Da sem mi ta točka, ko sem lahko brez obramb stopil v njeno stisko, je meni dala moč, da sem lahko začel spreminjati svoje vedenje. Seveda to ni pomenilo, da sta odsihmal živela srečno do konca svojih dni, ne? Ampak je to pomenilo veliko še takih pogovorov in veliko dela. Ne? In to je bila situacija win-win, ne? Ker ko sem jaz bil sposoben slišati njeno stisko, sem bil tudi sposoben gledati samega sebe, kje je pa razlog, da jaz to delam. Ne? Kje je razlog, da se želim potrjevati, da želim biti prvi v svoji branži, najboljši v Sloveniji in sem tudi bil na nekem področju, recimo. Ne? Kako, seveda mi je to dal neko pot, neko možnost, da sem videl, da želim dokazati svojemu očetu, ki nikoli nisem živel z njemu, da sem vreden njegove ljubezni in tako naprej. Skratka, to je tudi dal meni možnost, da sem jaz lahko raziskoval samega sebe in da seveda tudi žena to slišala in tudi žena to sprijela. Ne. Tako da, kaj narediti, če je mož zamočil? Nikoli ni samo eden zamočil. Ne. Zakon je vedno odnos in ko sta dva odrasla, je zmeram 50-50. Včasih naredi morda kdo kakšen korak čez, ne. Ampak ko ste zamočil, to je dostikrat varanje. Ne? Varanje jih je več vrst, je telesno, spolno, je pa lahko tudi čustveno. Ne? In vse to je varanje. Ne? Tako. Hvala lepa. Prej sem ugotovil, Aleš je prav, da ne Aleš. Ne? Aleš je verjetno prav. Ne? Tako da bolj naravno, ja, zate. Tako da, Aleš, želel sem vprašati nekaj v povezavi z družino in življenjem. V bistvu, zakaj si se tako začutil tam, pa sem že prej dobil odgovor, da je to verjetno ravno ta preventiva. In delno bom sam dodal še eno vprašanje, ki ga lahko prilepim temu, ker si tudi ti prej povedal, da je treba biti kot pravi mož, lahko braniš tudi svojo ženo pred taščo, ne, svojo mamo. Tu je vprašanje, kaj storiti, ko je pa za ženo njena mama, torej prva in najpomembnejša. Mislim, verjetno, mogoče lahko daš kak nasvet, drugače lahko vprašamo tudi Urško. To bo bolj, ja.
Jaz bi tudi kar iz osebne izkušnje govoril. Mi z ženo smo imela dokaj lep odnos, nikoli bila na robu ločitve ali pa kaj takega. Ampak tako, da bi pa otroci v resnici začutili, da komaj čakajo, da se bojo poročali, kot sem prej rekel, pa se mi zdi, da ni bilo. In jaz sem po eni božji milosti, po enem romanju, ki sva ga storila ženo za hčerko, ki je bila takrat zelo bolna, so šla na Kurišček, molila celo pot, 30 km molila. Gor mi je Dani Siter uturil eno revijo, en čudak mi dela reklamo. Ampak jaz sem takrat preko te revije videl za ten seminar, jaz pa na seminarje nisem hotel hoditi. Zakaj bi pa midva hodila na seminarje, če imava pa idealen odnos? To sem jaz govoril, če jaz hčerki rečem, mi smo idealna družina, ali pa sam, če sliši besedico idealen, ji že grejo kocine po koncu eni od hčera. Tako smo v tem zavedanju, nekakšnem mehurčku idealnosti naših odnosov in vsega, sem jaz živel in ne videl pravzaprav bistva. Takrat po eni božji milosti sem jaz to revijo še enkrat odprl, pa sem rekel, aj žena, zdaj pa pojva enkrat končno na nek seminar. In tam je ona, tako kot mogoče Rudi se našle, navežem, ali pa je ona lahko nekako spregovorila prvič tako, da sem jo jaz slišal. Ne sem tukaj, pa naredil že tukaj filter do srca, ampak da mi je prišlo do srca. Pa je rekla, a lahko to povem? Ja, je bilo tak molc, nekakšen je bil. Sem rekel, ja lahko, a res? Ja lahko. Ker v tem vprašanju so se vedno sprla, vedno se je filter postavil. In na tem seminarju je bilo potem še veliko tega, je bilo tudi veliko suza, veliko potem lepega in potem sva začela tako na eno pot. Jaz sem pa pol po naravi provokator in provociram, moja metoda je provokacija in jo imam rad. A si ti rekel, da bombo vržeš? Je rekel Rubek, bombo se vrže. Ja, jaz tudi tako mečem bombe in namerno provociram in sem enkrat rekel, Dani, pa kaj imamo mi tukaj en seminar, kaj je zdaj to, tam še en hotel, zakaj ni tam seminar, dajmo še to. Ja, prid pa pomagi, kaj je zdaj to. Prid pa pomagi in tako sem jaz vstopil v družino in življenje, na koncu še poklicno kot farmacevt, se zdaj za konci na koncu kariere sem ukvarjal. Glejte, in če danes vprašaš naše otroke, ati pa mami, Bogu hvala, da sta vidva šla na to. Bogu hvala, da sta vidva vstopila to. Evo, in danes je sin tamle gor v Radencih, tam mlajši otrok, ki svojo nosečo ženo, evo, se pravim, še enkrat, mi moramo narediti te korake ven iz napuha. V ponižnosti pravzaprav reči, kaj pa če jaz nimam prav? Najbrž, da nimamo. Kadar rečeš, jaz imam prav, takrat gotov nimaš prav. Ja, takrat gotov nimaš prav. Da stopimo z tega napuha idealnosti, pa rečemo, nimaš prav, stari, dajmo malo pogledati. Obenem pa pravim, opazujte rodbino, ki prosperira. Kaj modeli delate prav? Poglejte rodbino, ki je, ne vem, rodovitna. Rodovitna lahko na različnih področjih. Pa kaj ti modeli pridejo prav? Kaj delajo prav? Prideš k njim pa jih vprašaš, kaj pa vi delate prav? Ali pa opazujte situacijo, no? Jaz zdaj opazujem te rodovinske, ali kako ne rečem, situacije in se pravzaprav učim zdaj na stara leta. Ampak nikoli ni prepozno. Še tole mi rekel, Miha Sokolovnik je rekel, na telesnem področju ne moreš napredovati v nedogled. Zato si se ti, Marko, upokojil kot fuzbaler. A je. Na nekaterih področjih ne moramo neskončnost napredovati. Lahko pa napredujemo v odnosu do Boga, stalno, v odnosu do žene, stalno lahko napredujemo in še več, moramo napredovati do zadnjega diha. Hvala lepa. To je verjetno tudi povabilo, da k pogovoru in mogoče obisku kakega seminarja za tistega, ki misli, da je žena... Ja, mislim, ker to je konkretno vprašanje, ne? Če žena misli, da je... Ja. Glej, jaz tole mislim, da je treba tole v cerkvi
pa to mi delamo, se smo del cerkve, večkrat povedati ta vrstni red. Bog na prvem mestu, so zakonc na drugem mestu, otroci na tretjem mestu, mama, oče na četrtem mestu. Pika. In prosim, ja, zdaj so zaradi Boga pada na četrto mesto, ampak glej. Tole tej ženi povedati, a ne, zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater, se pridružil svoji ženi in bosta eno meso. Zapustiti, se pridružiti, postati eno in ta gospa ni naredila prvega koraka. Tako, kot ga tudi jaz recimo nisem naredil. In se potem ne moreš v resnici pridružiti in ne morete začeti dobro graditi edinosti v medsebojnih odnosih. To je treba zelo jasno povedati, pa mir, zato kot je Božji načrt. Hvala. Gospod Perko, jaz se bom zdaj odpovedal svojemu vprašanju, ker nam bo sicer zmanjkalo časa, in bom ga zmešal z enim drugim vprašanjem, in sicer prej ste že govorili o drogah, nekaj malega ste omenili droge, travo ste omenili. Imamo eno vprašanje, nekdo, ki nas zdaj tule posluša, razmišlja o otrocih, ki so otroci narkomanov, otrocih iz skupine družine, kjer je veliko zlorab, in o rejništvu oziroma vlogi rejnika razmišlja, da bi postala rejnika. Je pa tukaj ogromno zadržkov, piše in sprašuje, če imate kakšen nasvet pri sprejemanju take odločitve. Ja, vidite, to nasvete talati je vprašljivo, v takšnih primerih. Izkušnje pa kažejo sigurno to, da so to ena takšna, kar se rejništva tiče, naprimer otroci, ki izhajajo iz družin, ki jih starši ne zmorejo in ne morejo skrbeti za njih, ko jih potem pač sodišče oziroma centre socialno delo postavi v rejniške družine. Hvala Bogu, da je kdo pripravljen jih prevzeti, vzeti in tako naprej. Imamo pa izkušnja, da se zdaj v terapevtski skupnosti bil en par, ki je je v rejništvu ima 5 otrok in tudi v posvojitvenem procesu za te otroke. Vendar seveda je treba to računati, kaj se je, kot sem prej govoril o razvoju, vzgojnem procesu otroka, v kakšnih okoliščinah živijo, z kakšnih družin, kaj je to tisto in kako tudi ti otroci niso idealni v narekovaju, ampak so obremenjeni z vso zgodovino svojih staršev, da je vse to, ker niso mogli doživeti v prvih mesecih svojega življenja, ko so temeljno zaupanje, kot sem govoril in tako naprej, poraja nek občutek avtonomije, samostojnosti, ker se je bilo to nemogočeno in tukaj postaja neka luknja, nekaj manjko, ki nese naprej življenje in s temi otroci se potem te rejniki srečujejo. Koliko so zdaj te ljudje opremljeni, da se bodo vsem tem težavam srečali, ker te otroci so včasih res posebni, drugačni, neobvladljivi, traumatizirani in tako naprej in ni enostavno z njim biti in tako, že svojim je težko, kaj šele s tujimi, vraga. Tako da je tukaj res treba eno takšno zaupanje v Boga in tako naprej, res sprejeti to nalogo tisti, ki se za to odločajo, ker je to zelo, zelo odgovorna stvar, ker ti otroci, ki prihajajo, so lahko več ali manj obremenjeni z zgodovino svojih staršev, s travmami hudimi in te par, ki ima hude težave z enim od fantov, ki je seveda otrok narkomana, matere, ki je bil vedno zapuščen in tako naprej in so posledice tukaj, ko bo puberteta prišlo, takrat se bo izkazalo, kaj je res bilo, kam bo šlo in tako naprej, ampak to so odgovorne stvari tukaj, veste, od primera do primera, mi govorimo na splošno. Človek je, pa res je Božje bitje, nekaj posebnega. In jaz tudi v teh letih, kar delam z ljudmi, pa jih ni bilo malo v življenju in še prihajajo in tako naprej, si ne domišljam, da poznam človeka. Vsak je nekaj posebnega. Vsak je čudežen, veste. In se ogromno učim od njih in prav ponižno sprejemam to, da nič ne vem, kar se tega tiče. In vsak človek je s tem ga spremljaš in vidiš in tako naprej. So neka pravila, so te stvari, kot so tašče in tako naprej. Ko sem prej zjutraj omenil, 80%, 90% ljudi, ki meni prijema neraščičeno noč začetom in imamo. Simptomi so nekaj drugega. Potem bije to. In pa to ni enostavno, da jaz to vem in tako naprej. Potem, ko sem omenil proces čiščenja, se pravi, da vstopamo v odnos, normalno odnos lahko s svojim starši, brez občutka krivde, dolžnosti,
3 do 4 leta poprečno traja. Da se to izveni, da človek potem sprejme starše takšni, kot so in ga ne boli več. Starši so že zmeraj takšni, kot so bili. Z vsemi načinom življenja in tako naprej, sam mi smo drugačni. Naše stališče se spremeni preko procesa, ker zavest, se pravi racijo, ni dovolj, da jaz vem, zakaj je to tako, zakaj jaz trpim, zakaj imam občutke krivde, zakaj sem navezan na mamo, zakaj mama prva, ne pa mož oziroma in tako naprej. To je pač psihološka igra v zadnji in je treba to vse očistiti. Tukaj dosti zakonov gre tudi narazen zaradi tega. Ker so se poročili ne svojim možem, ampak še vedno je prvi oče ali mati oziroma starš in seveda to je. Zlasti v slovenskem prostoru je to silno pereč problem. Ker se poročajo ženske, govorim zdaj samo v eni smeri, za mamini sin kot ti. Kajti vsak drug zakon, smo že rekli, tretji je ločen. Matere v večini primerov se navežejo na svoje sinove, jih psihološko zlorabijo, se pravi gre za incest, v nekem smislu duševni incest. In seveda ta moški, če se ni uprl materinskemu principu, materi, bo vedno dolžen materi tudi, ko je svojo ženo. In bo vedno rešil probleme pri materi, ne pri ženi. In čez 2-3 leta spozna, da se mamin sin potem poročila in začnejo težave se in potem seveda se tudi različi ta stvar, ker ne more tega prenašati. Je to zelo pereč problem, zlasti za Slovence. Zdaj, kar za vas, zdaj prihajamo v čas, ko bomo odgovorili na vsa vprašanja, ki smo še jih prejeli dodatno in jih jaz nisem uspel že umestiti. In kar za vas še vprašanje, imamo 2 vprašanje za vas, bom kar izkoristil, ko imate že mikrofon, da ste omenili, da otroci potrebujejo približno 4 leta, da predelajo svoj odnos s starši. Ja. Če lahko mogoče sam korake tega procesa. Ni korakov. Prva stvar je seveda se to zavedati. Se pravi, da ozavestiš te stvari. In ljudje dostikrat razmišljamo, ko bom jaz razumel vzroke mojih težav, bojo težave izginile. Ne, takrat se šele začne. Hitro lahko razumemo, preberemo nekaj literature, nekaj izkušnje in tako naprej in vidim, aha, vzrok je tam. Potem pa je proces, seveda, sam zelo težko to, če spraviš. Dobro je najti ljudi, ki imajo podobne težave, ali je to terapevtska ali takšna ali drugačna skupnost, ki imajo podobno stisko in so že šli čez ta proces in imajo izkušnjo. In preko njih ti dobiš upanje in seveda zavest, da je možno to predelati, da bo enkrat vse bolečina, da bo prešla, ker ti ljudje svojo zgodbo pričajo. In to je skrivnost oziroma dobre in uspešne terapije. Zdravo jedro. Se pravi, ki ima izkušnjo, ljudje, ki imajo izkušnjo, takšnim ljudem prijeti v stik, ker ti kaj bo zdaj naredil? Ja ne, lahko prebiraš literaturo, lahko se pogovarjaš in tako naprej, bolečina je še vedno tukaj. In rabiš čas. Se pravi, da pravilno stopaš po tej poti, da se bo to enkrat razklenilo in da se bo izvenelo, pravijo psihiatri. Bistvo vsega v zadnju, to se dostikrat tudi pri vas, ki sem bil, da enkrat govoril, je stil in način življenja, ali ti delaš prave stvari. Po Franklovsko bi človek rekel, življenje mi postavlja naloge. Meni moje, vam tvoje, vsakmu od nas. Ali jih bom izpolnil, tako kot se spodobi, je zdaj moja odgovornost in moja naloga. In tukaj je treba seveda stil življenja, način življenja v prave kolesnice potisati, da ti živiš kvalitetno in dr. Rugel in tudi jaz pravzaprav ustvarjava elito v narekovaju. Se pravi, ljudi, ki se bodo trudili biti elitni na tem delovnih področjih, odnosih in tako naprej. Tukaj ni važna zdaj terapija, toliko seveda je pomembno, da ozaveščaš in tako naprej, vendar pa kako ti živiš? Z načinom življenja ti rešuješ svojo stisko. Po kmečku povedano, jaz dosti krat pravim ljudem, ko pridejo k meni, narobe živite in to vas je pripeljalo v stisko. Se pravi, treba je začeti prav živeti. Se pravi, treba vzorce, način življenja in tako naprej zamenjati, ker to vas je pripeljalo v težave in to je treba razrešiti. Pustimo zdaj psihologijo, pustimo zdaj vse te psihološke in terapevtske izrazoslovje, ampak po kmečko, narobe živite, treba bo prav obrati. In to je tisto, kar rešuje, temu rečemo rešitev druge vrste, da se sploh s problemom ne ukvarjaš, s svojimi starši, ampak kako živiš. Ali živiš korektno, svojo ženo, s svojimi nalogami življenjskimi, ki jih življenje postavlja, a jih opravljam tako, kot se spodobi. To je ta odgovornost, ki te katapultira in potem zginejo težave same od sebe, ne da se z njimi ukvarjaš. To je pravzaprav tista ugotovitev dr. Rugla in potem tudi jaz po njem povzel, ki je presega psihoterapevtska znanja in spoznanja in tega psihoterapeuti ne zastopijo. Večina.
znači ne rečem, da vse, da je treba na tu delati, na življenju, s svojimi odgovornosti do življenjskih nalog, tudi do moža, tudi do žene, tudi do otrok in tako naprej, vseh teh področjih. To rešuje katerokoli stisko. Seveda, ker terapeut pa to bo zahteval od vsega, da laufe delajo na 3., 4., ne bojo, ne? Ker te dobijo gledajo ljudje. Ljudje večinoma hočejo hitro rešitev, hitro pot v nebesa. In greš do zdravnika, se spomnim zadnjo anekdoto, da povem. Ne? Moj kolega je moj zdravnik tudi, 3 leta mlajši. In pridem k njemu in rekel, poslušaj, to ni več medicina, jaz imam dost, jaz bom šel v penzijo, dost manj tega ne moram več, jaz sem sam še administrator. Mi pokazal tam, kar stvari ima še pol ordinacij za urediti. Rekel, veš kaj, naveličan sem vsega. Rekel, tvoji saj tečejo, moji tudi hoditi nočijo. Ja, točno, razumeš negosti, jaz jih naženem, se pravi, pri meni morajo, v tej terapevtski skupnosti, ki sem jaz, so zelo jasna pravila in sprejemam ljudi, ki so pripravljeni sprejeti te zahteve programa. Ne? In kdor jih ni pripravljen, ga pač ne sprejemam, ne? Ker nima smisla, se ne bom z njim ukvarjal, ker jaz ne verjamem, da bo uspel. In seveda morajo ljudje to sprejeti in laufati, morajo brati, morajo lihati. Se pravi, na vseh teh področjih, kot je prej dr. Štuhec govoril, da telesni, duševni in duhovni morajo napredovati osebnostno. Vsi morajo napredovati. Do takrat, ko se na pare vležeš. Drugač, se enkrat vse zastane, si že na poti dol. Se pravi, stalno se je treba truditi v tem Franklovem smislu, da iščeš ta smisel življenja preko svojega delovanja, odnosa in tako naprej. Hvala lepa. Zdaj, čas se nam počasi izteka, jaz mislim, da imamo čas še za eno vprašanje. Zdaj, tisti, ki ste poslali zelo, zelo osebna vprašanja, bi povabil, da na spletu, za posameznega gosta, bi povabil, da na spletu pogooglate njihovo ime in jim pošljete, ker boste gotovo našli kontakt, ne, recimo od gospoda Perka, ne, boste našli, vaš kontakt je verjetno na spletu, se odpre vse in se lahko vpraša, tako da bomo sam še eno vprašanje postavili malo širše. Predtem pa zelo na kratko, gospod Tavčar, prej ste omenili čustveno varanje, pa nekoga izmed množice zanima, kaj termin čustveno varanje pomeni. Ja, čustveno varanje je že to, kar smo prej slišali, ne? Da mama več ve o tvojih problemih, kot pa tvoj mož. Ne? To je čustveno varanje. Ne? Da vsaka prijateljica te prvo sliši, ko je bilo narobe, ne? Mož pa pol nič ali pa čez 14 dni. Ne? Ali pa, tudi, mislim, to je čustveno varanje. Ne? In pa seveda, in veste, mislim, to je, ne vem, če je prav, da to povem, ne? Ampak če hočete, da se bo sodelavka vas zaljubila, ne, malo pogledajte, kjer ima težave, pa jo poslušajte, pa rečete, koliko je reva, pa še malo probajte potolažiti, pa bo, ne. Pa začnejo hormoni delati, naslednji dan je to, ne. Začne se pa s čustvenim varanjem, ne. Tako. Mislim, ne vem, sem bil zelo preveč direkten. Po mojem ravno prav direkten, hvala. Vprašanje, ki še je... Ne začeti tega delati, pa reči, da je Tavčar rekel. No? Vprašanje, ki ostaja, oziroma en konglomerat vprašanj, pa je za vas, gospod Štuhec. Najprej čisto na kratko, naslov vaše knjige, iz katere ste brali, zanima nekoga. Knjige ne morete dobiti razen morda v starinarnici. Smer osvobojena dežela, ker je takrat pošla, ponatisa pa ni bilo. Smer osvobojena dežela. Smer osvobojena dežela. V redu. Pod vprašanje teme... Lahko pa dobite mojo zadnjo knjigo, ki jo imate zunaj, ko sem šel po Sloveniji, pa je tudi kaj takega not. Pod vprašanje je bilo, zakaj, ko ste rekli, da Mladinska knjiga ne bi izdala te knjige danes. Ne? Ja. Zakaj temu je tako? Bi počakali, prosim samo, da preberem še naslednje vprašanje, ker mislim, da se odgovor delno skriva v njem. Vprašanje je precej kompleksno, govori o pomanjkanju obiska nedeljskih maš in o tem, da je cerkev nekoč bila nosilec, da se je preko vernikov, volivce, tu je celo tako malce napisano, nagovarjalo, da je velika korelacija med desnimi volivci in cerkvijo, da je cerkev bila včasih glavna sila, ki je slovenski narod obdržala, ne, pa tudi nagovarjala k osamosvojitvi in tako naprej. In vprašanje je v bistvu, kje je cerkev sedaj
in ali je tu korelacija z desnimi volivci. Zdaj, to se meni zdi zelo, zelo kompleksno vprašanje. Ne, to je vprašanje za naslednjo okroglo To je verjetno mizo. vprašanje za Tako da bi naslednjo kar tu končali. Bomo končali z tem, da je to vprašanje za naslednjo okroglo mizo. Meni se zdi dobro, da pri tem končamo, ker je tema mogoče veliko bolj družbeno aktualna in zapeljana v drugo smer, kakor tudi nekaj vprašanj, ki smo jih dobili, recimo o tem, mož in žena, moški, ženska, kako se lahko to skozi čas tako zelo jasno opredeljeno in logično razmejitev med moškim in žensko danes tako zameglila, da se v bistvu o tem sprašujemo o vsem mogočem. Tako da, ker vem, da sledi po tej okrogli mizi še kak nagovor oziroma povabilo na kak dogodek, kjer sem prepričan, da boste našli odgovor na takšna podobna vprašanja, bi se zdaj na tem mestu zahvalil vsem vam, ki ste si vzeli čas za ta pogovor. Tudi vam, ki ste posredovali vprašanja, hvala lepa.